Živjo, prav lepo pozdravljeni na prvi jesenski dan. Narava, vso naravo barva v pravljične barve jeseni in nas obdarja s plodovi poletnega sonca. Danes bomo skupaj si pogledali pripravo ajdovih krapov. Ajdovi krapi so polnjene testenine, kot že ime pove, iz ajdovega testa. No, pa začnimo. Za sam začetek potrebujemo ajdovo nekvašeno testo, ki ga pripravimo iz ajdove moke in pšenične moke, torej bele moke tipa 500. Najbolje je, da je to fina, prečiščena moka, lahko je pa tudi ostra. No, za pripravo testa, kot smo rekli, potrebujemo ajdovo moko pa belo pšenično moko, kateri dodamo vodo in mešamo ter kasneje gnetemo, da dobimo soliden hlebček, ki ga takole lepo oblikujemo. Seveda potem po izbiri tudi solimo, da nekako izboljšamo aromo, lahko dodamo pa tudi nekaj popra. No, ko imamo testo pripravljeno, pustimo malce počakati, da se uleže. Medtem pa pripravimo nadev. Danes bom pripravil nadev s hruškami, skuto in kislo smetano. Evo, hruške so zdaj v zgodnji jeseni v polnem zagonu zorenja in kmalu bodo dosegle svoj vrhunec zrelosti. Tako da je to več kot primeren recept, kako uporabiti hruške. No, za sam nadev potrebujemo seveda hruške, ki jih narežemo na majhne koščke. Tole damo, testo damo za nekaj časa na stran, da se uleže. Hruške pa narežemo na sorazmerne koščke, tako majhne, da jih bomo lahko enakomerno vmešali v zmes kisle smetane in skute. Evo tako. No, pa da med rezanjem povem nekaj o sami prehranski funkcionalnosti ajde. Ajda ni pravo žito, torej je nekrušno žito. Izvira tudi iz naših koncev, drugače pa izvira predvsem iz stepskih pokrajin, torej iz dežel evrazijske stepe, kar pomeni od Madžarske do Kitajske, kjer jo tudi tradicionalno pripravljajo za
pripravo različnih mlevskih izdelkov v kombinaciji z krušnimi žiti ali samostojno, kot naprimer za testenine, kakor bomo danes mi uporabili ajdovo moko. Evo tako, ko je hruška narezana, jo dodamo zmesi že prej pripravljeni zmesi kisle smetane in skute, kateri sem dodal tudi čajno žličko cimeta. Tako. No, prej smo govorili tudi o prehranski funkcionalnosti ajde. Za ajdo pač je značilna visoka vsebnost lahko razgradljivih beljakovin, ki lahko presega tudi 25% celotne vsebnosti, plus vsebuje varovalno snov, ki jo uvrščamo v skupino organskih varovalnih snovi flavonoidov, rutin, ki utrjuje naše žile in s tem preprečuje nastanek arterioskleroze in z njo povezanih bolezenskih stanj, kot so tromboza, možganska kap in srčni infarkt. No, ko imamo zmes pripravljeno, zmes za nadev pripravljeno in se tudi testo že dodobra poleže, ga razvaljamo, v kolikor imamo pa tak majhen kupček, tak majhen hlebček, kot ga imam zdaj jaz tukajle za vas, ga pa lahko tudi raztegnemo na roko. Kot naprimer za pico. Lepo, hop, raztegnemo na hitro lepo na roko. Evo, raztegujemo. Evo, diši čudovito. Prav po ajdi, saj je ajda not. Evo, lepo. Skušamo doseči čim bolj enakomerno. Debelino samega testa. Da bojo seveda ajdovi krapi čim bolj enakomerni in da se bojo enako skuhali. No, še kot zanimivost, ajda se tudi tradicionalno uporablja v ljudski kulinariki različnih slovenskih pokrajin in na primer na Koroškem ji pravijo cojzla. Bolj natančno, tako pravijo sorti ajde, ki se ji reče tatarska ajda. Torej, ajda, ki izvira iz skrajno
vzhodnih delov evropskega kontinenta, kjer si Evropa podaja roko z Azijo. Torej, nekje na koncu prve tretjine evrazijske stepe. V daljinah, v daljavah ravnin Velike Rusije. Tako, ko testo sorazmerno, enakomerno raztegnemo, pa uporabimo modelčke oziroma šablonce za izrezovanje krogcev. No, jaz, ker nisem kar tako, sem uporabil kar take fine šik kozarčke za izrezovanje ajdovih krogcev. Evo, malo večja šablonca in malo manjša. Bom prikazal, kako naredimo malo večje in malo manjše, evo, da bom malo večja raznolikost. Nastavimo na rob in pritisnemo ter rahlo zavrtimo, tako da odrežemo dobro, da se ne trga. Hop, odlično, in dobimo takle krogec, ki ga še ob robu še bolj zgladimo, da potem, ko bomo zapirali sam ajdov krap, da se bo lažje zaprl, da ne bo predebel. Evo, takole, dobimo tak krogec, tako srajčko za ajdov krap. Tako, vzamemo podlago in lepo pustimo, da malo počiva. Evo, pustimo, da malo počiva, medtem pa naredimo še manjši krogec, manjšo srajčko. Po istem postopku. Hop, ponovno evo, enako, samo da je malo manjše. Zgladimo robove. Zgladimo oziroma stanjšamo robove. In pustimo majčkeno počivati. No, ko pridemo do same priprave, do samega polnjenja ajdovih krapov, si seveda maso za polnjenje, sam nadev še enkrat zmešamo, je že lepo postano, se je lepo vmešalo in potem vzamemo eno zvrhano čajno žličko nadeva in ga damo skoraj na sredino krogca, torej srajčke, torej testeninskega dela. Hop. In pogumno zapremo. Enako velja za manjši krogec, samo da vzamemo pa slabo čajno žličko in damo spet skoraj na sredino.
filo, a ne po domače povedano, oziroma polnilo. Še enega. In pogumno zapremo. Da pa se seveda med kuho ne bi odpirali, jih dodatno zatesnimo z vilico. Hkrati pa dobimo tudi en tak estetski vzorček takih črtic ob robu. Evo, tako. Ko so ajdovi kraplji pripravljeni, evo, ko je ajdov krap pripravljen, izgleda tako. Gre za zelo estetsko testenino in eno večjih testenin, ki se pripravlja v kosu. Ko so pripravljene, jih kuhamo v soljeni vodi, dokler ne splavajo na vrh vode, na vrh vrele vode. Ko priplavajo na vrh vrele vode, so praviloma kuhani. Tako, postopek priprave, kakor ste videli, je zelo preprost. Toplo vam priporočam, da poskusite, ni težko, in mi potem seveda o svojem uspehu oziroma o svojih kuharskih izkušnjah ob pripravi ajdovih krapov tudi poročate v komentarjih pod videom. Najlepša hvala za vašo pozornost, za ogled in se vidimo. Srečno, adijo!